Kako predstaviti svoje podjetje na takšen način, da boste res zadeli kupca v živo. Prvi element te predstavitve, elevator speecha, je, da poveste pač ime vašega podjetja. Torej pri podjetju, super Omega, ali pa ABC, pri podjetju ABC. Drugič, pomagamo. Pomagamo in tukaj morate pa napisati ciljni trg. To je to vaše podjetje. Tukaj ciljni trg. Naprimer, pomagamo proizvajalcem bele tehnike. To je vaš ciljni trg, recimo proizvajalcem bele tehnike in tukaj poveste, pomagamo proizvajalcem bele tehnike. Ali pač so vaš ciljni trg, so, ne vem, ljudje, ki skrbijo za zdravo prehrano. Torej, pomagamo ljudem, ki skrbijo za zdravo prehrano in potem naprej. Skratka, ciljni trg morate zelo natančno določiti, kdo so vaši potencialni kupci. Pomagamo ljudem, ki ljubijo knjige. Pomagamo lastnikom psov. Pomagamo podjetjem, pomagamo odvetnikom in tako naprej. Skratka, ciljni trg morate zelo jasno vedeti, kdo je vaš ciljni trg. Pomagamo lastnikom malih podjetij in tako naprej. In potem v tretji točki povemo, kaj jim pomagamo. Doseči ali pa odpraviti. Recimo, da imajo oni en problem, ki ga vi pomagate jim odpraviti, boste rekli, pri podjetju XY pomagamo odvetnikom odpraviti problem, da imajo tukaj in tukaj nepotrebne stroške. Torej, gre preprosto za to, da jim pomagate odpraviti neko zadevo ali pa doseči neke rezultate. Pomagamo jim povečati prodajo za 20 do 40% v enem letu. In tako naprej. Za razliko od, četrti element, tukaj poveste svojo razliko od konkurence. Za razliko od drugih ponudnikov ali pa za razliko od konkurence, mi uporabljamo takšno in takšno zadevo. Pa je naša, tukaj poveste svojo edinstveno prednost. Unique selling proposition. Torej, kaj je edinstvenega pri vašem podjetju? Zakaj bi nekdo kupoval ravno od vas in ne od konkurence? Kaj je tisto, kar vas loči od konkurence? In tukaj morate to zelo jasno povedati. Kaj je tisto, kar vas loči? In na koncu, pomagali smo že toliko in toliko strankam. Pomagali smo že 5000 strankam, pomagali smo že 50 strankam, pomagali smo že tem in tem strankam, če so taka znana podjetja ali pa znane osebnosti, jih lahko poimensko navedete in tako naprej. Ali pa vem, prijeli smo to in to nagrado. To je nekaj, kar dejansko vam da neko kredibilnost. Nekaj, kar pokaže, da ste resni. In to je ta formula. Pa ne vam povem, tako je tak primerček, izmišljen primerček. Pri podjetju Super 100, pomagamo ljudem, ki imajo težave s hrbtenico, torej imajo ljudem, ki imajo težave s hrbtenico, odpraviti probleme pri neudobnem sedenju. Torej, odpraviti probleme pri neudobnem sedenju. Za razliko od konkurence, naši stoli uporabljajo tehnologijo super sedenje, ki vam omogoča, da je vaša hrbtenica v naravni drži tudi, ko sedite. Zaradi tega bolečine pri sedenju izginejo. Naši stoli imajo že 15 zadovoljnih lastnikov. Torej, to je ta formula, kako se jo dejansko sestavi skupaj. In na tem primerčku ste vedeli, da to vse skupaj povemo v 10-15 sekundah. Torej, zelo kratek, jedrnat opis, kaj vi počnete z vidika stranke. Tukaj, kaj ste naredili? Povedali ste, kdo so vaše stranke. Če se pogovarjate z nekom, ki se tukaj najde, zanimivo, in to je to. Vsi, ki se tukaj ne najdejo, itak niso primerni za vas, tako da jih lahko pozabite. Itak morate jih natančno ciljati. Poveste jim korist, ki jo bodo imeli od vas in ustvarili ste še kredibilnost. In še vašo edinstveno prednost ste povedali. Skratka, vse tiste ključne elemente, ki so potrebni za to, da pritegnete pozornost od nekoga, smo spravili v eno tako koncizno, eno super obliko. Tako da, dajte to uporabiti, dajte se vzeti nekaj časa in dajte si pripraviti en zelo jasen opis, elevator speech za vaše podjetje.